Dober dan, lep pozdrav gledalke in gledalci. V Nacionalnem nogometnem centru na Brdu pri Kranju prijateljski obračun reprezentanc do 15 let izbranih vrst Slovenije in Poljske. Prvi preboj na mednarodno prizorišče in tule takoj Poljaki s prvim napadom. Tule so že lahko nevarni podaja pred vrata in odlična obramba našega vratarja. Ja, to je bila prva resnejša akcija na obračunu. Poljaki so bili tu nevarni. Lepo dodana žoga, pa tudi pozicija za predložek v kazenski prostor, ne, vendarle nadaljevanje, pa nizka žoga proti robu, pa tudi udarec in gol! Zadetek Slovencev in 1:0 za našo izbrano vrsto. V polno je, kot kaže, meril Marko Cvjetič. 1:0, torej zadetek, ki je padel v 16. minuti. Ja, lepo pripravljena akcija. Tudi dobra globinska podaja v kazenski prostor, nizka žoga, povratna podaja in tudi dovolj natančen udarec za vodilni slovenski zadetek. Marko Cvjetič je bil strelec in Slovenija vodi z 1:0. Ki je dobil priložnost po poškodbi našega strelca in tule dober napad Slovencev. Kar nekaj prostora se sedaj odpira za nadaljevanje akcije. Ja, žoga ni bila predolga. Priložnost za predložek v kazenski prostor, ostra podaja in pa tudi udarec proti vratom in obramba. Odličen zaključek Slovencev. Jan Knijat je torej tisti, ki ima sedaj žogo, toda kakšna bo njegova odločitev. Mislim, da bo to podaja v kazenski prostor. Ja, tako je, lepa žoga v kazenski prostor. Slovenci so odreagirali, pa potem tale udarec preko gola iz neposredne bližine, brez spremembe rezultata. Nacionalnim nogometnim centrom Brdo in še ena podaja v kazenski prostor. Ja, dobra žoga neposredno proti vratom, gol! Zadetek neposredno iz kota in pomoč bo potrebna tudi, kot kaže, vratarju poljske reprezentance. Gola pa se veseli David Pejčič, neposredno iz kota David Pejčič in 2:0 za Slovenijo. 52. minuta torej in Pejčič je tisti, ki je povišal. Za Slovenijo je dosegel igralec številko 10, David Pejčič. 21 do konca. Ja, lepa žoga v kazenski prostor, kdo bo dobil skok. Slovenci so ga dobili, toda tu so Poljaki nevarni in še ena obramba, toda na zadnje žoga, ki je končala v mreži. Kdo vse veseli zadetka, mislim, da je to igralec številko 5 v poljski reprezentanci, Kasper Potulski. Potulski je torej zadev v polno tule, ko da še niso bili dovolj pozorni pri izbijanju žoge. 60. minuta in zadetek Poljakov za znižanje zaostanka na 2:1. Potulski pa je meril v polno. Jarošuk še enkrat, pa še en predložek v kazenski prostor, tule naši uspešno izbijajo, pa še enkrat iz razdalje mimo gola. Še ena dobra žoga v kazenski prostor, skok je uspel našim. Ja, pa še enkrat pred vrati Gneča, izbijajo naši brez spremembe rezultata. Kakšna je odločitev sodnika? Ja, igranje z roko in to bo tudi prosti udarec za Slovenijo, kot kaže, tudi težave za vratarja. Ja, potem pa Poljaki v novem protinapadu, tokrat spet globinska podaja, toda naši so dovolj pozorni, pa še en poskus Poljakov, ki tule pritiskajo. Ja, še ena globinska podaja, to bo predložek v kazenski prostor, napaka, odbita žoga in Poljaki so izenačili. Odbita žoga, škoda sedaj za tale zadetek, ki so ga Poljaki dosegli v samem finišu, ko je Simon Krolak zadev v polno. 2:2, torej tako rekoč na robu sodniškega dodatka. Deklet do 19 let v Ligi B bo Slovenija gostila v 17:30 minut Moldavijo tudi z neposrednim spletnim prenosom. Toliko z Brda, hvala vsem skupaj za pozornost in nasvidenje.